Mlada slovenska reprezentanca je zadnjo domačo kvalifikacijsko tekmo za nastop na prihodnjem evropskem prvenstvu odigrala v Ajdovščini, kjer je 5:0 odpravila Andoro. V vetrovni Vipavski dolini so se naši upi prvič predstavili z novim začasnim selektorjem Robijem Englarom. Tomaž Kavčič, ki je reprezentanco prevzel pred 6 leti in jo vodil na 42 tekmah, se je namreč junija preselil k kitajskemu drugoligašu Qingdao Yunnan. Jaz sem dobil samo vestilo, da pač odpeljem te 2 tekmi do konca, potem bo pa zbral nekoga drugega, oziroma pač koga bojo, ne vem koga imajo v igri. S tem se tudi ne obremenjujem, ker preveč. Moj cilj je, da speljem te 2 tekmi do konca. In kakšno nasledstvo je Englara čakalo ob prevzemu reprezentance, s katero je sodeloval kot Kavčičev pomočnik? Slovenija je kvalifikacije za mladinsko evropsko prvenstvo, ki bo junija prihodnje leto na Češkem, slabo začela. V uvodnih 2 krogih je izgubila z Rusijo in Estonijo, nato pa na 2 tekmah proti Danski priigrala prvi točki. V igro za napredovanje v drugi del kvalifikacij so se naši mladi upi vrnili na tekmi z Bolgarijo, ki so jo oktobra lani v Ajdovščini premagali 2:1, a se je mesec dni pozneje zalomilo, ko so Rusi z Bonifike odnesli minimalno zmago z 1:0. Bolgare so sicer visoko kar s 5:1 odpravili tudi na povratni tekmi v Stari Zagori. S 5 žogami v njihovi mreži so v gosteh premagali tudi Andoro, toda ker sta zmagovali tudi vodilni Rusija in Danska, je bil boj za vrh odločen že 3 kroge pred koncem kvalifikacij. Slovenija je torej ostala v igri za prestižno 3. mesto, ki ga je zmagal v Ajdovščini in z remijem Bolgarije in Estonije tudi dokončno potrdila. Za prvo je v Aalborgu Danska nadaljevala s serijo brez poraza in 4:2 odpravila Ruse, ki so tako dokončno drugi. Videli ste že akcije iz prvega polčasa, v katerem so Slovenci nizali napade in dosegli tudi vodilni zadetek. Po podaji Lotriča je piko na i akciji postavil član Newcastla Haris Vučkić. Prvi polčas je zaznamoval tudi rdeči karton Carlosu Gomesu. Ni bila enostavna, ker Andora se je postavila res dobro, v obrambi so bili dobro organizirani, čim smo dobili žogo, takoj so nastepali, tudi malo so bili tako nesramni, po domač povedano, ampak čim smo pač zadeli ta prvi gol, je bilo vse lažje, nekako so tudi oni pol odprli. V drugem delu torej nobenih dvomov o kvalitetni razliki, saj je bila Andora tako rekoč ves čas pred svojim kazenskim prostorom, Slovenci pa so nizali napade. Akciji za povišanje vodstva sta tekli po desni strani. Požek Vanca še podal Elisu Bratanoviću, nogometaš češkega Bohemiansa, kateremu predseduje sloviti Antonín Panenka, pa je dosegel svoj 5. zadetek v kvalifikacijah. Po samostojnem prodoru je kmalu zatem na 3:0 povišal Petar Stojanović. Edina omembe vredna akcija gostov je bila tudi zelo domiselna, a je bil po strelu Vieire Jug na mestu. Za zaključek je poskrbel Prekmurec v koprskem dresu Mitja Lotrič, ki je prav na svoj 20. rojstni dan dosegel 2 reprezentančna zadetka in potrdil visoko zmago. Ja, smo se pripravljali ta 2 dni na to tekmo, vedeli smo, da so dosti agresivni, da jih bomo lahko prebijali samo po strani, ful so zgostili ta prostor v sredini. V prvem polčasu rabo nam je ta prvi gol in smo jih pol odprli in je bilo dosti lažje. V nadaljevanju poglejmo še nekaj akcij slovenskih nogometašov, ki bodo kvalifikacije zaključili v ponedeljek v Estoniji na predtekmi kvalifikacijske premiere naše članske izbrane vrste v boju za Euro Francija 2016. Se bodo že v Estoniji pokazali obrisi prihodnje usmeritve? Za Evropsko mladinsko prvenstvo 2017, ki naj bi bilo na Poljskem, je UEFA število reprezentanci s sedanjih 8 povečala na 12. Jaz sem tle na razpolago, zdaj določil sem, da odpeljem še te 2 tekme, ker pač jih poznam, to je vse super in v redu, ampak se pravim, odločitev je pač njihova, z moje strani ni problem, samo se pravim, kdo so kandidati, ne vem, tako da kar bi potegnili iz kuverta, me bi pač potegnili. Še o razpletu aktualnih kvalifikacij.
Iz prvega dela gredo v zaključne boje za nastop na Evropskem prvenstvu zmagovalci vseh 10 kvalifikacijskih skupin ter 4 najboljše drugovrščene reprezentance. 14 držav se bo nato v elitnem delu kvalifikacij na tekmah doma in gosteh pomirilo za 7 prostih mest na Evropskem prvenstvu, ker imajo nastop že zagotovljen gostitelji Čehi. Naslov prvaka stare celine branijo Španci, ki so bili junija lani na finalu Evropskega prvenstva v Izraelu 4-2 boljši od Italije.